Spoštovane udeleženke, udeleženci okrogle mize, spoštovani panelisti, organizatorji, dober večer vam želim. Sprejmite opravičilo, da nisem z vami, kajti v tem trenutku se nahajam v Srbiji, kjer je na obisku delegacija Evropskega parlamenta za Srbijo. Čestitam za organizacijo okrogle mize s pomenljivim naslovom Koliko nas je. O demografiji premalo govorimo. Vse premalo ljudi ve, da nas je bilo na zemlji leta 1800 prva milijarda, da je bilo leta 1927 2 milijarde ljudi na zemlji. Šele v 60 letih smo prišli do 3 milijarde, danes nas je pa že kar 7 milijard in pol. Evropa je imela leta 1913 približno 1/4 populacije, se pravi, da nas je bilo 25% Evropejcev. Danes nas je 10% in leta 2050 demografske napovedi kažejo, da bo Evropejcev samo še 7%. Tudi v Evropi je situacija zelo zanimiva. Evropa je, kot vemo, kontinent, kjer je najstarejša populacija. Med državami je velika razlika. Francija, Irska sta državi, kjer je največ rojenih otrok na število ljudi in imata vsaj približno pozitivne kazalce, kar se tiče demografije. Številne države, vključno s Slovenijo, pa smo na tisti strani, kjer bi morali imeti precej več rojstev, če bi želeli imeti dobro demografsko sliko tudi v naslednjih desetletjih. Kot vemo, je Nemčija država, največja evropska država z nekaj čez 82 milijonov ljudi, država, v katero bo potrebno vsako leto pripeljati skoraj 380 tisoč ljudi od zunaj, vekolikor bodo želeli ohraniti to število ljudi nad 80 milijonov tudi v naslednjih desetletjih. Najbrž je tudi v teh demografskih napovedih iskati razloge, zakaj je v nekaterih državah tako odprta politika tudi za vstop migrantov širom iz sveta v te države. Tudi znotraj Evrope potekajo veliki migracijski tokovi in večina, predvsem mladih iz različnih evropskih držav, želi predvsem v te najbolj razvite države, Nemčijo, Avstrijo, Nizozemsko, Švedsko. Poznamo eksodus mladih iz Srbije. Srbija se je v zadnjih 15 letih po številu prebivalcev zmanjšala iz 8 milijonov na 7 milijonov. Tudi Bosna se približuje od 4 milijonov proti 3 milijonom ljudi. Velik odhod mladih beležijo tudi na Hrvaškem. Tudi v Sloveniji je ta odhod velik. Vendar v številkah govorjeno imamo v Sloveniji, govorimo o tisočih, ne vem, 15 tisoč približno tisti, ki so zapustili Slovenijo, Srbija pol milijona, Bosna pol milijona, Hrvaška tudi meri v te številke 50-60 tisoč mladih, ki odidejo iz države v enem letu. Ko ugotavljamo, kaj so ključni razlogi za takšno demografsko sliko, je sam vedno postavljena na prvo mesto družinska politika. Morali bi poskrbeti za to, da bi imele mlade družine boljše pogoje, da se lažje odločajo za rojstvo otrok, da bomo imeli tudi številčnejše družine, kajti vemo, da so družine v Sloveniji zelo majhne. Drug razlog, ki je prav tako problematičen in je predvsem v zadnjih letih, ko so migracije znotraj Evrope lažje, ko mladi odhajajo na Erasmus plus izmenjave, ko je tudi prost dostop do trga delovne sile v drugih državah, pa je odhod mladih iz države. Tu sta znani dve skupini. Prva je ta tako imenovana intelektualna skupina, kjer visoko izobraženi iščejo boljše priložnosti v drugih državah. V zadnjem času pa vedno več mladih, poklicno usposobljenih, išče prilike zunaj naših meja. Imamo tudi velike dnevne migracije, zato je potrebno v politiki poiskati ključne odgovore na to. Ko poprašamo mlade, kaj so razloge, zakaj odidejo, vedno dajo na prvo mesto delovno mesto, na drugo mesto višina prihodka. In tu je potrebno iskati tudi razloge, zakaj mladi odhajajo in najti rešitve. Sam aktivno delam tudi v okviru Zavezništva za mlade, da vrnemo v izobraževanje več poklicnega izobraževanja. Na drugi strani je potrebno tudi v okviru ostalih politik, ki jih država vodi, davčna politika, obdavčitev plač, poiskati rešitve, ki bodo Slovenijo naredile bolj atraktivno, da mladi ne bodo odhajali. Tako da še enkrat iskrene čestitke za to organizacijo te okrogle mize.
Prepričan sem, da je pred nami leto, v katerem bo potrebno veliko govoriti o takšnih vsebinah, kakršno ste načeli nocoj, in verjamem in upam, da bomo v tem lepem končku Evrope najdli primerne pogoje, da bodo mladi ostali v naši državi. Kajti Slovenija je zagotovo ena najlepših držav, država z najbolj sposobnimi ljudmi in potrebno je urediti še nekatere stvari na področju upravljanja z državo in področje družinske politike, zaposlovanja, izobraževanja, davčne politike so tiste, katera moramo spremeniti do te mere, da bodo mladi ostali doma in da bo Slovenija v prihodnje beležila pozitivne demografske trende.